Naše oddaje se ponavadi začenjajo z video uvodnikom. Tokratna bo v luči koronavirusa malce drugačna. Nismo vam pripravili vseh znanih rubrik, ampak vseeno bo oddaja zelo zanimiva. Naš prvi gost je Darko Đurić. Darko, če začneva z vašo osebno izkušnjo, kako preživljate dni, ko je pravzaprav svet obstal? Sej, za naš športnik je v bistvu celo življenje ena karantena, ko greš v bistvu lahko na trening, potem pa nimaš kaj dosti za početi. Ampak ja, je malo drugače, zdaj tudi ne moramo na bazen, fitness, recimo neke vaje delamo od doma prek Skypa, mi daje navodila trenerka, tako da je malo drugače, ampak pač zdravje je na prvem mestu. Dejali ste, trenirate, to je tudi vaše sporočilo, verjamem, za ostale invalide, da je potrebno iskati načine, da nekako ostaneš v formi in da misliš na dan, ko bo vsega tega konec. Ja, pač ni enostavno, ker tudi ne vemo, se bodo zdaj ta največja tekmovanja sploh izvedla ali ne, ampak pač, če trener da neka navodila, jih je treba izvajati tudi od doma. Pa jaz mislim, da je treba čim manj spremljati vse te medije, socialna omrežja, ki je na koncu ogromno nekih novic, tudi lažnih, predvaja, deli, tako da človek na koncu ne ve več, kaj je res in kaj ni. Ali ste v stikih morda s kakšnimi tekmeci iz ostalih držav, iz tujine, tudi na ta način si morda izmenjujete izkušnje? Ja, z Nizozemci sem se pogovarjal, so tudi jim zaprli bazene, čeprav so tudi zadnjega dneva upali, da bodo lahko trenirali, tudi mislim, da v Estoniji, kjer je en konkurent, da se počasi zapirajo bazeni, tako da po celem svetu mislim, da imajo iste težave, tudi tisti, ki so bili na pripravah v tujini, se morajo zdaj vračati nazaj domov, ker se letališča zapirajo, tako da mislim, da na koncu smo vsi v istem zosu. Ko je vse normalno, ko pravzaprav živimo tako, kot smo živeli, vselej je šport pomemben, sami pravzaprav trenirate vse življenje za največje tekme, ampak mislim, da vendarle te tekme zdaj niso pomembne, pomembno je zdravje. Ja, zdaj je pač pomembno, da ostanemo zdravi, za tiste, ki smo pač v dobri kondiciji, verjetno ta virus le ni toliko nevaren, ampak imamo tudi vsi stare starše, ki so ogroženi lahko in imamo tudi odgovornost do soljudi, ne samo do sebe. In na koncu, če zaključiva, kaj bi sporočili našim gledalcem v teh dneh, ko smo pravzaprav vsi na preizkušnji? Ja, zdravje je na prvem mestu, naši osebni cilji bodo počakali in jaz tudi mislim, da se vse zgodi z nekim razlogom in tudi ta virus, ta pandemija nas bo mogoče malo bolj zbližala. Dragi naši podporniki, mislimo na vas, držite in zdržite to preizkušnjo. Verjamem, da bomo skupaj še delali dobre zgodbe in zmagovali. Hvala vam. Zdaj pa gremo v dvorano. Ta prispevek smo pripravili pred izbruhom koronavirusa. Spremljali smo nastanek slovenske ragbi reprezentance na vozičkih. Ragbi je šport, ki ni primeren za posameznike, ki jih je strah morebitnega čvrstega naleta tekmecev. Povsem enako velja za ragbi na vozičkih. Pri tem pa je zanimivo, da se na igrišču skupaj merijo fantje in dekleta. Ragbi je kontakten šport, tudi tukaj je kontakten šport, res da je dovoljen kontakt na vozički, ni dovoljen kontakt na igralca. Ja, vozički so taki oklepljeni, bomo rekli, zato pač, da se ne kvarijo toliko, ne. Tako da imamo obrambne pa napadalne vozičke, igralci smo rangirani po točkah od 0,5 do 3,5 točke, odvisno od poškodbe, se pravi, bolj si ohromljen, nižjo imaš v bistvu točko. In na igrišču je lahko igra se 4x4, na košarkarskem igrišču z odbojkarsko žogo. Na igrišču je trenutno lahko 8 točk, potem pa je sestava v bistvu trenerja, da nekako najboljše razporedi teh 8 točk.
Nekaj dni pred začetkom pandemije koronavirusa smo si lahko premierno predstavitev tega športa ogledali tudi pri nas. Slovenska zasedba se je pomerila z gosti iz Avstrije. Torej, danes je prva tekma med Slovenijo in Avstrijo, tudi trening bomo naredili, tak demonstracijski, čisto da poženemo ta šport in da tudi motiviramo nove igralce. Zdaj, beseda ali dve o tem športu, kako popularen je, kako razvit je v ostalih državah? Šport je v bistvu nastal v 70-ih letih prejšnjega stoletja, je eden bolj popularnih paralimpijskih športov, tako da je kar razvit. Razvit je večinoma Amerika, Kanada, Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, to so zelo razvite države. Medtem ko je pa tudi po Evropi že precej razvit, v samih naših sosednjih državah, Avstrija, Italija, so na par nivojev, mislim, so zelo više kot mi. Pionirji ragbija na vozičkih v Sloveniji imajo pred očmi jasen cilj. Najprej si želijo ustanoviti ekipo, ki naj bi potem sčasoma prerasla v slovensko reprezentanco. Dolgoročni cilj pa je seveda uvrstitev na paralimpijske igre. Življenje, kot ga poznamo, je v teh dneh obstalo, ampak vseeno je pomembno, da poskrbimo zase. O tem smo se pogovarjali s trenerjem Primožem Černilcem. Primož, najprej osebno, kako doživljate te čase, ko je svet pravzaprav obstal? Sam preživljam tako, da v bistvu se probam čim več gibati na svežem zraku, da tudi sam probam skrbeti za kondicijo, da predvsem je pa pomembno, ker je situacija resna, da tudi sam zelo resno pristopam do vseh navodil, ki jih daje ministrstvo in Nacionalni inštitut javnega zdravja, da sem odgovoren do sebe in odgovoren do drugih. Sej na ta način bomo najprej se lahko vrnili nazaj v stare tirnice. Kaj pa vaši varovanci, kako sodelujete zdaj v teh dneh, kakšen je program dela? Tudi pri invalidih je situacija podobna, predvsem invalidi športniki morajo skrbeti, da jim vsa prigarana kondicija, vsa prigarana moč ne poide. Zato je zelo pomembno, da so povezani s svojimi trenerji, ne glede na to, v katerem športu je, ali so to ekipni športi, ali so to zunanji športi, ali je to plavanje. Vsi športniki lahko sami skrbijo doma za moč, za vzdržljivost, delajo raztezne vaje in skrbijo za splošno kondicijsko pripravo. Če bojo v bistvu to počeli dnevno, bodo tudi se veliko lažje kasneje vrnili nazaj v svoj šport in veliko lažje naprej trenirali. Na socialnih omrežjih smo lahko zasledili številne polemike o tem, kaj pomeni izlet v naravo, da ali ne. In kaj pravite, kakšno je pravzaprav pravilno ravnanje? Kajti mislim, da je narava vendarle zelo primerna. Jaz mislim, da v naravo moramo iti, da je še vedno boljše, da smo majhni na svežem zraku, kot da smo doma samo v zaprtih prostorih. Je pa pomembno, da se stvari lotujemo individualno, največ v družinskem krogu, da si ne družimo, da si za te stvari, da za druženje s prijatelji počakamo na primernejši čas. Ko življenje poteka normalno, ko je vse tako, kot mora biti, je šport pomembna dejavnost, radi spremljamo tekmovanja, tekme in tako naprej. Vi ste sami vpleteni v to dejavnost, v športe, imate visoke cilje, ampak mislim, da so tekme zdaj povsem v ozadju, pomembno je nekaj drugega. Tako, trenutno moramo pozabiti na vsa tekmovanja, na vse tekme, ne smemo pa pozabiti na treninge, na individualno delo doma, na upoštevanje vseh navodil, na odgovornost do sebe in odgovornost do drugih. Tako bomo najbolj poskrbeli za lastno zdravje in za zdravje drugih okrog sebe. Tako, gospod Borut Štrumbelj, bila sva na vezi, ko se je začelo leto 2020, takrat povsem drugačno vzdušje, takrat smo se pripravljali na paralimpijske igre, zdaj pa je nekako tale epidemija oziroma pandemija koronavirusa poskrbela, da so tako olimpijske kot paralimpijske igre prestavljene. Kako komentirate odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja? Jaz sem si želel, da bi bila ta odločitev sprejeta že prej, glede na situacijo po celem svetu.
V končni fazi je Svetovna zdravstvena organizacija proglasila pandemijo, kar je že tak ukrep, ki nakazuje na to, da je zdravje tisto, ki je ogroženo v tem trenutku, in seveda odločitev je edina pravilna, lahko bi bila celo že prej. Res pa je, da je veliko drugih dejavnikov, ki jih mora upoštevati Mednarodni olimpijski komitej in Paraolimpijski komitej, zlasti glede sponzorjev, glede organizatorjev in podobno, in glede koledarja v prihodnosti, ki bo kar postal problematičen. Ja, kaj v bistvu predstavitev Paraolimpijskih iger pomeni za našo slovensko odpravo in tudi za posamezne športnike? V tem trenutku pravzaprav nihče ne ve veliko. Namreč predvsem vemo to, da so se po celem svetu prekinili kvalifikacije za same igre. Zdaj, ali bojo razveljavljene, ali bojo na novo in bojo ostali prejšnji rezultati, to v tem trenutku ne vemo, namreč v tem in prihodnjem letu vseeno lahko pričakujejo, da bodo neke nova tekmovanja, ki se bojo pojavili, tako novi tekmovalci, kot tudi izboljšali ali poslabšali rezultati. In zdaj tukaj bo moral tako Mednarodni olimpijski kot Paraolimpijski komitet pravzaprav sprejeti odločitev, ali veljajo trenutne norme, ali bojo nove norme. Skratka, v tem trenutku zelo veliko stvari ne vemo, tako kot tudi ne vemo, kaj se bo dogajalo pravzaprav s tem virusom. Ste na zvezi in komiteju v bistvu že začeli s pripravami za leto 2021, ki bo zdaj postalo olimpijsko leto, ali v bistvu čakate še na vse informacije? Moram reči, da na zvezi smo že prej videli, kaj se dogaja, in smo pravzaprav predvidevali, da bodo igre prestavljene, v smislu tega, da nismo kupili letalskih kart, da smo bili zelo rezervirani pri preročitvah in podobno, in smo pravzaprav delali le tisto, kar je organizator od nas zahteval. No, zdaj se je to zgodilo, tako da bi rekel, z tega vidika neke večje finančne škode ne bo. In zdaj čakamo naslednja navodila. Do zdaj smo edino dobili pismo predsednika Paraolimpijskega komiteja mednarodnega, gospoda Parsona, ki je pač povedal, da je za Paraolimpijski komitej zdravje tisto, ki je glavno v tem trenutku, in da zato odpovedujejo igre, in hkrati nakazal, da pravzaprav je v tem trenutku ogromno nejasnosti tudi pri njih in da pravzaprav bo pred njimi ogromno dela v prihodnosti, kjer se bo pravzaprav na novo definiralo, kako pa kaj glede tekmovanj, urnika tekmovanj in samega kvalifikacijskega procesa za igre. Ob najnem zadnjem pogovoru ste dejali tudi, da ste bili predtem veliko v navezi z organizatorji sami na Japonskem. Ste morebiti zdaj tudi stopili v kontakt s katerim, ki ste ostali v stikih z njim? Torej, mi smo neprestano v kontaktu z mestom Fukui, ki je res prijazno mesto do naših paraolimpijcev. Nazadnje smo se dogovorili, da bodo krili vse stroške bivanja in podobno pred igrami letos. Moram reči, da od trenutka, ko so bile igre odpovedane, nismo bili, to je v bistvu šele 24 ur v kontaktu z njimi, ampak vsekakor jaz se čudam, da se pravzaprav vse prestavi za eno leto, glede na to, kako stvari potekajo. Jaz upam, da v bistvu bojo te informacije čim prej, ker pravzaprav to velja tudi za športnike, nekatere dajo v neprijetno situacijo, pravzaprav starejši ne vejo, bojo takrat še nastopali ali ne bojo nastopali. Mnogim je športnikom pomenile te igre, zadnje igre, in so rekli, po teh igrah se poslovimo. Zdaj pa kar nekaj eno leto treninga, napornega dela pred vsemi, tako da bomo videli, kako bo. Vsekakor pa z Japonci smo v kontaktu in mislim, da se bomo zelo lahko dogovorili glede na njihovo prijaznost za sodelovanje tudi v prihodnjem letu. Ja, vmes ste se dotaknili teme, ki sem jo še želel nekako odpreti. Ste bili v kontaktu s katerimi izmed naših športnikov? Kot ste dejali, nekateri so že v letih in seveda so to težave. Ja, bil sem, ne bi govoril v imenih, moram reči, tudi pri njih se je zdaj sprožilo to razmišljanje. Tisti, ki so rekli, zadnje igre se poslovimo na velikih igrah, po možnosti s čim boljšim rezultatom, so sedaj v tem trenutku rahlo zmedeni. So doma, ne vejo, kako
kdaj se bo vse skupaj končalo. In prav gotovo bo pred številnimi športniki, ne samo našimi, tudi mednarodnimi, to je tak velik izziv za prihodnost, ali nadaljevati, ali iti spet skozi ta proces. Še enkrat govorim zlasti o tistih, ki so nekoliko starejši in so pred tem, da zaključijo športno kariero. Zdaj pa, da ne bova predolga, na koncu le še nasvet vsem, da bomo to krizo hitro in učinkovito prestali. Kaj je glavni nasvet, razen to, da ostanimo doma? Glavni nasvet je ostanimo doma, sigurno bomo zmagali, smo pred nečim novim, temu se bomo morali prilagoditi. Iščemo pa vsi načine, tako kako poučevati od doma, skratka iščemo načine, kako ne ustaviti svet. In tudi športniki imajo v tem trenutku različne pripomočke, da lahko vadijo od doma, bodisi elektronske pripomočke, recimo strelci. Bazen imamo sicer banjo, ki pa verjetno v tem trenutku ni primerna za trening, ampak vsekakor stvari se bojo normalizirale, mi moramo ostati optimistični in lahko pa v bistvu vsi iščejo te alternativne oblike, kot je trening na suhem, recimo pri plavalcih, trening v fitnessu z nekimi utežmi. Tega je zmeri več, teh napotkov, kako delati na domu in mislim, da je to v tem trenutku edina prava odločitev. Delo na domu, na srečo tudi smo se naučili z raziskavami, da se sposobnosti veliko lažje ohranja, kot pa razvija. In v tem trenutku je treba ohranjati telesne sposobnosti, za razvijanje bo pa čas po koncu krize. Hvala, gospod Borut Štrumbelj, in se slišimo, vidimo znova, ko bo vse skupaj mimo. Tako, hvala tudi vam, ostanimo doma, nasvidenje. Na koncu pa se vrnimo k naslovu naše oddaje. Zmorem. Ostanite doma, pazite nase in na svoje najbližje. Upoštevajte nasvete zdravstvenih delavcev. Skupaj bomo zmogli. Srečno! Ostani doma in negajmo skupaj. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.